Slavko Oblak, umetnik in rokodelec, je naslov razstave v galeriji Stolp na Blejskem gradu. Tokrat pa ne gre le za razstavo njegovih del, ampak za celovito predstavitev mednarodno uveljavljenega kiparja blejskih korenin. Poslanstvo Zavoda za kulturo Bled je tudi ohranjanje krajevne dediščine, zato že v bistvu drugo leto posvečamo osebi, ki je s svojim delom ali ustvarjanjem kraj zaznamovala. Lani je bila to akademska slikarka in vsestranska umetnica Melita Vovk, letos pa je to Slavko Oblak, kipar, ki je bil tudi dobitnik zlate plakete občine Bled. No, poleg razstave pripravljate še številne druge aktivnosti povezane s predstavljanjem njegovega dela in življenja. Ja, tako. Razstava v galeriji Stolp na Blejskem gradu je ena od stvari. Trajno bo ostala v bistvu pod skulptur Slavka Oblaka Bledu, pri čemer vemo, da Bled krasijo 4 njegove velike skulpture. Razstava je v bistvu zaključek ali začetek te poti. Izšla bo pa prav tako tudi monografija, ki vključuje biografski del, biografski zapis in strokovni prispevek o njegovem opusu. Avtorja te knjige bosta Lidija Pavlovčič za biografijo in umetnostni zgodovinar Vid Lenart za strokovni prispevek. Če mogoče predstaviva ali pa izpostaviva eno izmed plastik, ki so na ogled na tej razstavi v galeriji Stolp, katero bi izbrali? Glede na to, da približno poznam vsebino knjige in Slavkove življenjske poti, bi mogoče tole skulpturo Papeževa sveča oziroma Kraljeva sveča. Gre za manjšo različico prvotnega kipa v Landshutu, ki je v bistvu mesto, v katerem Slavko živi. Obstaja 6-metrska različica tega kipa, pri čemer velja, da je to ena njegovih največjih skulptur. Navdih zanjo je pa v bistvu dobil, ko se je še kot mali deček podil po travnikih na Rečici. Na razstavi Slavko Oblak, umetnik in rokodelec, bo na ogled 9 skulptur ter fotoutrinki iz njegove ustvarjalne poti. Vabljeni na otvoritev razstave Slavko Oblak, umetnik in rokodelec, ki bo 10. novembra ob 17. uri v Viteški dvorani na Blejskem gradu. Prisrčno vabljeni, se vidimo!